Dobar večer vsem, ki ste se danes pridružili k tej virtualni oddaji Kulturni utrip našega doma. Nocoj sta na vrsti dva prizora, ki sta bila igrana ob priliki 54. obletnice našega doma leta 2010. Prva veseljoigra Dva raztresena tasta, ki jo je spisal Johannes Faštenrat in poslovenil Vekoslav Benkovič, se vrti ob raztresenosti dveh starih mož. Mlada Minka in Janko sta zaljubljena in si želita skupnega življenja, medtem ko očeta razpravljata o vsakodnevnih situacijah in oblačilu dolga med njima. Sledi veseljoigra Dve vsevedni tašči, katero je spisal August Kotzebue. Česa tašča ne ve? Česa ne zna boljše narediti? Če je z eno dovolj, kaj šele, ko imaš dve pod isto streho? Ubogi matic vesel se vrti ob odločitvah svojih tašč, saj se mlada Ninka ne upa po svoje brez maminega in babičnega blagoslova. Gledalec bi mu najraje priskočil na pomoč, saj ne moreš drugega kot sočustvovati z ubogim ob nesrečnim življenjem mladega para z mamo in babico skupaj. Glavna skrb je slonela na ramah režiserke Ivane Tekavec, ko je takrat sprejela nalogo, da v 2 mesecih postavi na oder veseljoigri. Želim vsem gledalcem prijeten večer in upam, da boste uživali ob gledanju veseljoiger ravno tako, kakor smo mi pred 10 leti, ko smo bili na odru. Pazite se in pazite svoje bližnje. Čez nekaj časa bomo spet vsi skupaj uživali. Hvala, da nas spremljate. Pojdite gori, sama sem doma. Tega mu ni treba dvakrat reči. A bodoče? Kako bo neki v bodoče? Moške mi ga le, ono kar ni dovoljeno. Moj bog, kako dolgo se že nisva videla.
Govorila nisva, hočete reči, kaj videla sva se vsak dan. Kaj po vašem mnenju se to pravi videti se? Če gazim tu dan na dan v snegu in dežju mimo vašega okna in zagledam k večjemu tole lepo vašo rokico, ki vleče šivanko iz dela. Kaj moram jaz za to, da gre papa tako redko kdaj od doma in da samo tari prav, kakor pajk? Mar ne posedam tu in čitam starodavni časopis, v kateri je zavila moja modistka svoje umetniške izdelke. Toda ne izgubljava lepega časa s tožbami na čitanji. Povedati vam imam mnogo novic. Dobre, tudi neprijetne in sicer zelo neprijetne. Jaz prav tako. O, Milka. Papa ima starega prijatelja, ne vem kje, dobrega, poštenega starca in temu me je obljubil za ženo. Tako? Ali je to ona dobra novica? Ne, ta je neprijetna. Toda danes je prinesel pismo noša črnobrobljeno pismo. Skratka, prijatelj je umrl, torej se ne morem več porečiti z njim. Naj v miru počiva, večna luč naj mu sveti. Čudno, meni se je godila skoraj ravno taka. Moj papa mi je izbral, ne da bi me kaj vprašal, v svojem rojstnem kraju bogato dekle za ženo. Vse je bilo že dogovorjeno. K sreči pa je bilo dekle tako pametna in je šlo z drugim. Srečno pot, torej zdaj smo oba svobodna. Svobodna? Jaz nisem svoboden. Nikar ne zbijajte slabi šal, mladi gospod. Vem, v moji mreži ste, a to vam povem, iz te ni izhoda, tem manj, ker sem se zapletla tudi jaz v vašo. Da bi najina očeta le hotela premisliti, kar mi dva tolikokrat razmišljava. Vaš ženin je vendar umrl in moja nevesta je šla. Torej nama ni ničesar več na poti. Vem, včasih se mi zdi, da se najina dobra godrnjača nič kaj ne marata. Saj sta vendar služila skupaj. To je že res. Oba sta upokojena. Da. Oba govorita rado o svojih kompanijah. Da. In tudi o svojih zaljubljenih pustolovščinah. Zakaj tudi ne? Moj papa gleda še vedno rad lepa dekleta, včasih še prerad. Kaj torej še hočete? Med očetoma vlada najlepša harmonija. Tu pa tam se oglasi tudi kak disakord, prijatelj. Moj papa je speljal do majorja, vaš pa le do stotnika. Moj papa nosi v gumnici križec, vaš ne. Moj papa je premožen, vaš pa žali Bog skoraj ubog. Glejte, to so dejstva, ki zavirajo enakopravnost in odtujejo tudi najboljše prijatelje. A vendar sta oba moža poštenjaka. Gotovo. Toda moj papa je posodil vašemu denar in to je prijateljstvu silno nevarno. Kaj? Mnogo denarja? 2000 kron na dokument. Pomislite na zadolžnico. Tega dolga seveda ne plača tako zlahka. Razen tega je bil gospod Stotnik še primoran pustiti svoje lepo stanovanje ter si vzeti cenejše. No, to mu ni naredilo niti enega sivega lasu. Verjamem vam. Da se je prav moj papa preselil v to lepo stanovanje, to je vašega vsekakor vendarle malo jezilo, kaj ne? Mislim, da je to že davno pozabil. Tako raztresen je vedno. Kar se raztresenosti tiče, si lahko podasta roki na in očeta. Včasih res kako imenitno zagodeta. Da, vedela bi vam povedati celo vrsto takih smešnih zgodbic. Premislite, kaj je napravil nedavno moj oče. Bil je nekaj bolan, zato je sklenil, da ne pojde ves dan iz hiše. Ker mu je pa popoldne odleglo, se je napravil ter šel v svoji raztresenosti s pižamo na cesto. Ko ga sreča prijatelj in ga vpraša, zakaj hodi s pižamo po ulici, mu odgovori oče. Bolan sem in ne pojdem ves dan iz hiše. In veste, kaj je napravil moj papa?
na vrata stanovanja je dal pritrditi deščico, na katero je napisal: Če po opravljenem zvonjenju ne pride nihče odpret, tedaj gospoda majorja ni doma. Nedavno pa pride sam domov in pozvoni. Sluga ni takoj slišal. Papa prečita, kar je napisano na deščici, da reče povsem mirno: Gospoda majorja ni doma. In odide zopet. Izvrstno. Kaj takega bi mogel napraviti le še moj papa? Kar se raztresenosti in pozabljivosti tiče, pa res ne vem, komu sodi prvenstvo. Ja, tem lažje bi lahko midva ranžirala tukaj včasih kak tajen sestanek. Tako, tudi v moji sobi, kaj? Kaj pa ne? Se je tudi moja soba. Ja, bila. Stanoval sem več let v tej hiši in poznam dobro vse kotičke in vsa vratca. Tudi ona, ki vodi v mojo sobo? Da, tudi Milka. Niti sanjalo se mi ni, ko sem še sam stanoval tukaj, da bo kdaj moja Milka sedela na istem mestu in si šivala srajce tam, kjer ste vi nekdaj čitali otroške povestice. O, dajte naj saj pogledam, kako ste si uredili sobico. Prav. To, da Bog ne daj čez prag. Tam pod oknom je stala moja pisalna miza. Tu stoji zdaj moj šivalni stroj. Nasproti je vištela vaška slika. Jaz sem pobožna, tu visi zdaj sveta Cecilija, ko igra na orglje. Ob peči je stala omara s knjigami. Jaz pa spravim so svojo knjižnico v žep. O, draga Milka, sobica je sicer majhna. Ako bi imela stanovati midva v njej? Kaj ne? Potem bi bila palača. Tempelj. In tako dalje. Ali si noče dogledati knjižnico mojega papa? Tukaj je pa vse spremenjeno. Včasih je bila ta soba orožnica mojega očeta. Tu se zdaj zabavajo miške z delih starih klasikov. Moj Bog, nekdo prihaja! Na papa! Ali naj se skrijem? Skriti? Fej, to bi bilo nedostojno. Moj papa je. Kaj neki hoče? Klanjam se, gospod Stotnik. O, kaj vidim? Mojega sina ste prišli obiskati, gospodična Milka. Kako, gospod Stotnik? Priznati moram, gospodična, da se mi zdi to zelo čudno. Mlada dama, ki obiskuje mladega gospoda v njegovem stanovanju. Papa misli, da je v svojem stanovanju. Oprostite, gospod Stotnik. Ne, tega pa res ne moram oprostiti. Jaz spoštujem vašega očeta in zato cenim tudi dobro ime njegove hčere. Papa, pomislite. Mogoče se nikar neš. Prav gotovo si ti pregovoril, gospodično, da je prišla semkaj. Vedel si, da ju v njenem stanovanju ne dobiš sam in zato si jo pregovoril in zapeljal, da je prišla sem. Oprostite, gospod Stotnik, kaj tako nedostojnega bi se ne dala jaz nikdar zapeljati. Torej ste prišli sami, iz lastnega nagiba. Tem hujše, zelo žal mi je. Pa saj vendar Nisem dobrodošel, to vidim. Gospoda majorja ni doma. In to priliko je porabila gospodična, da je prišla sem. Zelo lepo. Še enkrat moram reči, to je bilo zelo nepremišljeno, zelo napačno. Za danes hočem molčati, toda prosim vas, gospodična, da se takoj odstranite. To je res preneumno, pa glejte sami, kako mu razjasnite stvar. Ali je odšla? Da, odšla je. Toda povem vam, papa, zelo ste razžalili gospodično. Gore, in če jo morajo žaliti dobrohotne besede starega moža. Moj Bog, saj nismo v svoji hiši. V svoji, ali ne, to je vseeno. Stanovanje, v katerem sem plačan pošteno. Sicer pa dovolj, ničesar več ne moram slišati. Prav. Torej pa pojdem še ja. Kam? Tukaj mi ostaneš, da mi ne greš iz te hiše. Kakor želiš, papa. Seveda, zanesovati jo hočeš. Sedaj veš, da njenega očeta ni doma in bi najraje ostal še ves večer pri dekletu. Pri tem pa se ne brigaš za njeno dobro ime in za dolžnosti, ki jih imaš do svoje neveste. Neveste? Saj nimam nobene neveste. Ne sramneš. Ali je to zahvala za trud, da sem ti preskrbel lepo in bogato nevesto? Zdaj se mi hoče še upirati. Ne, nikakor ne. Molči, že dosti mi je tega. Zelo ljubo mi je, da sem izvedel, da gospoda majorja ni doma.
Moja sveta dolžnost je, da čuvam čast njegove hčere. Tem bolj, ker jih hoče ukrasti moj lastni sin, pošten ime. Zato se mi danes ne ganeš več z mesta. Kakor zapovedujete, papa. Da, zapovedujem. Marš, stopaj v svojo sobo. V mojo sobo? Da, brez obotavljanja. Marš, notri. Za božjo voljo, pa... Nobene besede več. Poznaš me. V to sobo? Da, v to sobo. Tukaj imaš trik dovolj, da si preženeš dolgčas. O, dolgega časa se ne bojim. Torej, pojdi. Če bi ravnal drugače, bi major morda celo mislil, da ga je sam potuho sinu. Tega me pa Bog okvari. Grom in strela. Res je, da si mu božnejši kot on. Tudi sem samostotnik in ne nosim nobenega reda. Toda, kar se tiče časti, se pa sme meriti z vsakogar. Sicer bi imel danes še precej opravil. Toda to mi je porok, da mi ta ne pridi prav ne vlomi vrat, ter ne pojde vendarle za dekletom. Zaljubljenci so navadno vseh muh polni. Boljše je, da ostanem doma. Aha, tukaj so časopisi. Ti moram pa takoj prečitati. To je pa res čudno. Kaj pa je danes mojim očem? Kar nič ne morem videti skozi svoje očala. Ne vem, ali so se mi na stara leta res oči izboljšale, kaj? Prav gotovo, da vidim mnogo boljše brez očal. V Petersburgu zahtevajo demokratično ustavo. Ali blaznita poročevalec? Demokracija v Rusiji? Norveška se osamosvoji od Švedske. Ta bi bila lepa. Pa to je nemogoče. Potem bi nastala takoj zopet vojna. V Argentini, ki je to? V Argentini so ustanovili klub Boca Juniors. No, to pa je mogoče. To bo že tako čudno. Ta dan, posojilo je poteklo, danes bi ga mogel izplačati. Pa dovedem sem, če se prikaže moj stari tovariš. Kaj ti kaj je res, možak poštenjak je. Počakati moral si kako doma, bo prišel. Kje pa moja nočna suknja? Aha, kdo sedi tukaj? Gospod Stotnik. Dobrodošli, gospod major. Ali ste že dolgo tukaj? Četrture. Kakor vidim, ste se napravili zelo komodno. Da, doma sem navadno vedel v nočni sukni. Kaj ste tukaj doma? Seveda, gospod major. Saj že poznate mojo sobo. Saj mi je doletela že večkrat čas, da se bomo iskali. Prosim tisoč odpuščanje. Sem docela prepričan, da sem v svojem stanovanju. In v svoji razmišljenosti sem si celo slikal suknjo. Nič ne de. Saj vem, da ste že od leta nekoliko raztresali. To je že več kot sila. Prosim še enkrat, da mi oprostite. Ampak prosim vas, ne izgubljajte besed. Sedite, prosim. Kaj čudne stvari se vodi zdaj po svetu? Pravkar sem čital, da se je Norveška osamosvojila od Švedske. Pomislite, potem mi nastala takoj zopet vojna. Dovolite, ta časopis iz leta 1905. Tako, to je nekaj drugega. Da, takrat je bilo še marsikaj, česar sedaj ni. Kako je pa prišel ta stari časopis v roke? Sam Bog vedi. Prav gotovo ga je položil moj sin tu sem. Take časopisi je nekaj nenavadnega. Človek postane kar ginjen. Res je. Ni ga mogoče čitati, da bi ne jokal zraven. Sic transit gloria mundi. Da, takrat so bili še dobri časi. Vse je bilo poceni. Sedaj pa težko izhajati spokojnino. Zelo težko. Človek mora stiskati kar se da. Včasih sem si privoščil kozarček vina, sedaj pijem pivo. Včasih sem kadil fin turški tobak, sedaj pa kratke.
Nekdaj sem nosil svilnate nočne suknje, zdaj pa se moram zadovoljiti z volnenjem. Kako vidim, da se tiče vaše nočne suknje, to je vedno svilnata. I saj res, svilnata je. In če se ne motim, to je celo moja nočna suknja. Za vraga, to bi bilo pa že več kot preveč. Zdi se mi, gospod Stotnik, da sem jaz v svojem stanovanju. A je to mogoče? Ne pomislite nekoliko. Pred 8 dnevi ste se mogli izseliti od dom in če se strinjate, sem vzel ta stanovanje jaz. O, strela Božja, saj je res. Prosim 1000 odpuščanja, gospod major. Nič ne de, saj vem, da ste že od nekdaj nekoliko raztreseni. Kaj takega se mi pa še ni pripetilo. V tuji hiši, v tuji sukni, res sramovati se moram. Nič se ne sekirajte, saj sva stara znanca. Slučajno se moram zahvaliti, da ste mu obiskali zopet enkrat. O, saj bi tudi brez tega vedel, kaj je moja dolžnost. A, vi mislite, zaradi tistega dokumenta za 2000 kron, saj se nič ne mudi. Kaj pravite, zaradi dolga? Ne pomislite nekoliko. Ali se spominjate, pred 6 meseci pokojnina izostala, kontribucija pa ni izostala. Potrebovali ste denar. Oh, kako sem zmešan. Seveda. Kdaj pa je treba izplačati dokument? Danes? Oh, tedaj pa moram prositi še enkrat odpuščanja. Takoj tečem v mesto, da dobim denar. Nič se ne sekirate, saj lahko počakam, ker ste vi. Ne, na nikak način. Stotnik Muhič je sicer uboga para, toda svoje dolgove je izplačal vedno v pravem času. Še danes večer se oglasim pri vas. Pored moši to, če ne bi bil toliko grozno raztresen. Vraž krojač, da mi najde tako osko suknjo, v vseh koncih krajih me veže. Milka! Papa! Kje pa tičiš? Pojdi vendar sem. Ne morem, zaprta sem. Zaprta? Kako je pa to mogoče? Zalobudnila sem preveč zradi, pa so se zaprla. Zdi se mi to zelo sumljivo. Pa si vendar sama? Sama? Da, to se pravi, popolnoma ne. O takih stvarih sem zelo natančen. Govorječi, da bi moškega pri tebi. Takoj ga vselim. Ne daj, nihče drug ni pri meni, kakor moja modistka. Torej, pojdi vendar sem. Saj ne morem. Zakaj pa ne? Kje je pa ključ? Ne vem, morda ste ga vtaknili v žep. Bedarija, da bi bil toliko raztresen. Saj je res? Ključ sem že našel. Prosim, nikar še ne odprite. Zakaj pa ne? Modistka se nekoliko sramuje. Zakaj se pa sramuje? Pomerila je mojo obleko. Zakaj pa zato? A še ni popolnoma oblečena. Pomagaj mi jaz. Samo trenutek še potrpi. Bogaj pravim, ne bodi si, da odpri vendar. Tako, zdaj je gotova. Pravčetno dekle. Te deklice pa nisem nikoli videl pri tebi. Prišla je pred kratkim sem. Tako, to me veseli. Priklanjate se, to se pravi, ugaja mi. Že zopet, to je pač novinka in še nima one plemenite predrzenosti, ki krasi vse modistke. Počakajte vendar še malo, tudi jaz imam pri vas marsikaj naročiti. Hočem ti napraviti veliko veselje. Pusti naju samo z gospodičem. Zdi se mi, da mu celo ugaja. Lepo je, nekaj, to je lepo. Ljubi baba, saj sem že sama mnogo naročila. Gospodična ne bo mogla vsega izvršiti. Lepo je. Ljubi baba, gospodična ima sedaj toliko dela. Gramska scena, Bogaj pravi, pojdi v mojo kuhinjo, tam danes pride na večerjo gospod Stotnik, on je dat štajersko gibanico, pojdi napravijo. Ljubi baba, saj ne znam je narediti. Torej, pojdi v mojo knjižnico, tam najdeš kuharski buke od vseh kup,
Uči se česa ne znaš. Papa! Oj, ponavim. Tako, lepi otrok, sedaj sva pa sama. Tu ne čičkajte, lepo k meni. Spregovorite kakšno besedico. O, še zmeraj, ne? Koliko časa ste tukaj doma? Veselo, veselo, ako boste tako boječi, ne dosežete ničesar v življenju. Aha, bojite se moje starosti, saj vendar nisem več mladenič, ampak sem še vedno če močan, vesel in radodaren. Tudi vem še dobro, kaj je lepo. Kaj? Govorim popolnoma resno. Poznal sem marsikatero modistko, a bile so z menoj zelo zadovoljne. Kaj menite? Jaz sem še vedno tak vojak. Ako bi se volje seznanila? Zdihujete, to je dobro znamenje. Imate pa drugo rokico. Zakaj jo skrivate? Lepa, delavna rokica. Gotovo se mora v življenju mnoga neprijetna dela upravljati. Zakaj jo vračate obraz proč od mene? Menda vas imel malo povoljati, popraviti. Čisto vrago, menda imate vrk. To je moški. Vrk me vzeme, to je moški. Prosim, lepo za me pusti. No pa ste gospod. Sin sem stotnika Muhiča. Jaz ljubim vašo gospodično hčerko. O, ti šalamejski zlodej. Za Božjo voljo, z mojo hčerjo ste bili zaprti v njeni sobi. Vsega tega je krive navaden slučaj. Poznam take slučaje. Vse spoštljivosti. Tako. Ne, jaz vam zdaj pokažem. Torej, zakaj ste se pa tako našemili? Ker sem bil navidezno kriv in ker ste rekli, gospod major, da ga molite, če najdete moški. Da, to hoče kaj storiti. Da vam prihranim umor, Mejogrn. Da, zadoščenje zahteva. Vrnila gospodična hčerka urno s pelerino ter me pokrila s čepico. Čepica bo pričala proti vas. Satisfakcijo hočem, popolnoma satisfakcijo. Smilite se vsaj časti svoje nedožne gospodični. Ne pa nedožnost, lepa čast. Nikoga ni ničesar še ne usmilim. Vso rodbino skličem skupaj, to bo prava krvava sodba. Do tedaj, da se mi ne gadete z mesta, mladi gospod. Prav, pridem kadarkoli ukažete. Kaj pridem? Nič pridem. Tukaj ostanete. In da me uvidite, vas zaprem, dokaj ne zberem svojo rodbino. Mene hočete zapreti? Da, mladi gospod, nikar se ne ustavljate, torej marš! Vse storim, kar mi ukažete. Ja, to vam se pokažem. Mojo križico pajte, tam lovite za moj vdih. Ne pripravite se na smrt. No, dobro, jaz ne bom kriv. Kak škandal. Ključ sem že staknil v žep. Jaz mu že pokažem. Kje pa je zbežalo dekle? Kar vrati zavijem, če me pride zdaj ne pred očmi. No, se že še prikaže za spremne svojo sodbo. 300 bomb in granat. Vse te sklicam skupaj, zlasti pa tiste stare levice s svojimi špicastimi nosovi in nabrušeni jeziki. Te zastopajo v takih slučajih gospodu Štico in s posebno strogostjo in se tako ne da iz zraka raniti. O, krvavo se maščujem. Tukaj sem zopet, gospod major. Da, pa ravno kar prihajate? Hitel sem, da si preskrbim denar. Kar naenkrat sem se pa spomnil, da je dokument že plačan. Kaj? Plačan? Da, ne poglejte, našel sem zadolžnico v svojem žepu, torej mora biti plačana. V svojem žepu? Prosim, tukaj je. O, seveda, saj res. Če je bila v vašem žepu, to pomeni na vsak način, da je že plačana. Ne, to sem mislil tudi jaz. O, prosim, tisočkrat odboščanje, da sem vas spomnil na dolg, ki je že plačan. Nič hudega, nič hudega. Kako ne more biti človek tako pozabljiv? Ma na
Raztreseno, tako navadno. Ej, to ni moja slaba stran. Seveda, staramo se, pamet je začela pešati. Prav tako, na primer, dobro vem, da sem hotel vam nekaj zelo važnega povedati, ko ste vstopili, a zdaj sem pozabil kaj. A morda ji nastala zopet ti vojna? Ne, tehnika danes mnogo lepega slišati. Ko bi bila midva še zraven, potem bi bilo vse drugače, kaj? Dobro se vi spomnili, dobro se vi držala. Ali že veste, vam je prižvižgala krogle naproti in vam bi bila skoraj predrla prsi. O, kaj vidim? Jaj. Kaj pa vidite, gospodar? Čestitam. Kdaj ste pa dobili križec? Jaz križec? Vrago me vzemi, če vem, kako je prišel ta križec na mojo suknjo. Ničesar ne veste o njem? Ali se tako ljuderam v zemlju, če vem, kaj o njem? To je pa zares čudno. Toda, ali smem vprašati, zakaj ste vi odložili svoj red? Svojega reda jaz ne odločim, Viktor, da pojde z menoj v grob. Dovolite, tukaj ni ničesar. Kaj? Tisto me videl, kaj pa izginil? Veste, kaj se mi zdi? Da ste se prej zmotili in ste vlekli mojo suknjo. Romska strela, saj je res. Vi pa mojo. Pa to mi je bila tako široka, kakor vreča. Nič hujega. Zato pa se nisem mogel premikati v njej. Prosim, tišo tudi opustanja, gospod major. Saj vem, da sem že od nekaj nekoliko raztresen. Ja, kaj takega se mi pa še ni pripetilo. Zdaj stoji glede zadolžice, res drugače. Dokument je v mojem žepu. Že res, gospod major, zdaj je vse jasno. Dolg še ni plačan. Takoj se začne dirka znova. Jaz, bedak, takole izgubljam svoj dragi čas, begam okrog, da sem ves moker. Dovolite, to je pa čuden rovec, menda je vaš. Romska strela, zdaj se spominjam. Vaš sin je odečastil mojo hišo. Ej, kako to? Ko zagledam to čepico, se mi vrne srce v telesu. Ko zagledate to čepico? Ali veste, čigava je? Ne, tako srečen To je nisem. čepica moje hčere. To sem si mislil. Ali veste, na čigavi glavi sem jo našel? Na vsak način na glavi svoje gospodične hčerke. Kaj še? Na glavi vašega sina. No, če ni drugega nič. Deviška čepica menda zato še ni onečaščena. Našel sem ga zaprtega v tej sobi. Prav, tja notri sem ga jaz sam zaprl. V sobo moje hčere. Dovolite, to je sinova sova že več kot 2 leti. Ali še vendar mislite, da ste v svojem stanovanju? Strela Božja, prosim, 1000 od odpuščanja, gospod major. Da, taka je ta reč. Zaprl sem ga prav iz dobrega namena. Nekoliko raztresen sem bil, oprostite. Vaša raztresenost pa presega vse meje. Mladega človeka zapreti z mladim dekletom, iz tega lahko nastanejo čudne stvari. Seveda, to ne sme biti. In kje je pa ključ? Čudno, kaj ti vtaknil sem ga v svoj žep. Toda svetoval bi vam, da ne pustiva mladih ljudi še nadalje skupaj. To me pa slabo poznate, če mislite, da nisem z gromom in ropoto ločil jastreba od golovica. Gospod Stotnik, jaz sem previdnejši kot pa vi in nisem toliko raztresen kot pa vi. Zaporil sem mladega gospoda tu. Lahko se sami prepričate. Ima pa ključ. Že zopet ste raztreseni, gospod major. Ključ mora biti pač v mojem žepu. Že res. Zdi se mi, kakor da sem vam izročil ključ kake trnjave. Gotovo ste se spomnili obleganja Sarajeva. Da, takrat se je prav naš bataljon posebno odlikoval. To pa to, tudi naši so stali v prvih vrstah. Meni se je tikoma pred nosom razpočila bomba. Mene je strel sovražnika udaril levo nogo. Na nas je streljalo levo krilo Turčinov. Dovolite,
To je bilo sretno kartelo. Prosim vas, To vendar moram jaz najbolje vedeti. saj sem stal vendar noč in dan. Kje sem pa stal pa jaz? Tu je bila glavna armada, tu so stali kanoniri, dragonci in tukaj naš bataljon. Kanioniri so stali tukaj. Kam pa vendar mislite? Tukaj je bil razstreljen mlin in za mlinom, Mlin je bil vendar levi strani. saj vidim vse še na tanko pred seboj, kakor da se je godilo danes. Če bi imel koček krve, takoj vam narišem, kako je bilo. Čakajte. Tukaj je trdnjava, tukaj je mlin, tu so stali pred stražem, tu huzeli in kanoniri. Kanoniri, dragonci so stali tukajle. Ne, tukaj. Oprostite, gospod major, pravkar sem opazil, da ste strgali moj dokument. Za vraga! Nič ne de, mala raztresenost. Med možaki poštenjaki ni treba kakih papirjev. Vendar me je zdi, da sem toliko raztresen. Aj, kaj takega se mi moj živ dan ni pripetilo. Papa, ako naj delam še štajerske gibanice, je skrajni čas, da odprete. Gospodična hčerka vas kliče. Čakajte, pred moram spraviti iz hiše vašega sina. Romska strela! Kaj? Ste zopet skupaj? Saj ste nas sami zaprli. To ni res! Poslali ste me študirati kuharske knjige in ko ste sunili v sobo tudi tega mladega gospoda, sem mislila, da je prišel po vašem naročilu pomagat. Prokleto, zdaj se spominjam! Gospod tovariš, ki je postala sedaj ona previdnost, s katero ste se vahali. Ljubi papa, dajte izprosite mi roko gospodične. Kam pa misliš? Saj ima že nevesto. Ali ste pozabili, da je šla z drugim? Ušla je? Saj ste dobili predvčerajšnje pismo. Jej, prav imaš, čisto sem pozabil na to. No, če je pa tako, bi bilo pač najbolje, gospod major, da zapreva ta dva mlada človeka zavedno skupaj. Kaj ti midva slova nekoliko raztresena? To je že res, gospod Stotnik, tudi jaz nam ničesar proti temu. Toda, moja hči je že nevesta. Spomnite se, ljubi papa, moj ženin je vendar umrl. Umrl je? Saj ste dobili včeraj zjutraj pismo o njegovi smrti. Seveda, kaj takega ne pozabim. Ali smem torej upati? Kaj naj storim? Očeta sta že dvakrat zaprla skupaj. Pojdi sem, moja hči. Pojdi sem, moj sin. Ljubita se, vzemita se. Ne, tako ne pojde. Tukaj je prava oseba. Strgano zadolžnico ti podarim za poročni dan. Jaz pa vama podarim dober nasvet. Varujta se v zakonu raztresenosti. Moj bog, že zopet nesreča na železnici. Že zopet? To je pa če dalje huje. Tako hudo, da bi se človek res želel nazaj tiste stare, dobre poštne vozove iz boljših časov. Kaj ne da, babica? Ali sicer danes nič novega v listu, gospod doktor? Novega? Moj bog, če že vzamem kakih 20 ministrskih kriz,
In morda prav toliko roparskih umorov, ne spominjam se, da bi bil našel v zadnjem četrtletju kaj novega. So račune v redu, Matic? Mislim, da, gospa tašča. Takoj sem pri kraju spregledovanja. Naglica ni nikjer prida, da ne prehitro. Varuj, babica. Ninka, kaj ne da se danes večer popeljamo na sprehod? Mama, ali bi se danes večer peljali na sprehod? Ali bi ne bilo dobro, ko bi šli danes večer nekoliko na zrak? Danes je prav neprijetno zunaj. Vsak čas podaš. Danes je tako grdo vreme, Matic. Grdo vreme? Saj ni te vlačkali na nebu. Matic. Gotovo bo še deževalo, Matic. Verjemite mi, jaz sem izkušena v tem. Ali so računi v redu? Vse je v redu. Kakor v koledarju, babica. Hvala vam za trud. Kaj pa nocoj igrajo v gledališču, doktor? Nocoj... Hamleta? Kaj praviš, Ninka? Ali bi si poslušal Hamleta? Da, Hamlet, to je krasno. Kaj misliš, mama? Kaj pa ti praviš, mama? Hamlet, kaj še, to je tako dobrasno. Čisto zastavito. Človek ne rad posluša vedno isto. Saj sem vedel. No, to je pa že preveč. Kaj pa je, gospod doktor? Morda že zopet kak mazač, ki vam kazilo podelstvo. Jaz sem bil vedno zvesto na vladni strani, a vse ima svoje meje. Za Boga, doktor, kaj pa je? Ne strašite me. Kaj da je? Kolenc, tisti nevednič, tisti kričač, je imenovan za zdravstvenega ministra. To je že preveč. Umirite se, vendar, dragi prijatelj. Preveč se jezite. To je lepa vlada, ki je naklonjena diletantizmu. Dočim smo pravi učenjaki prepuščeni. Kakor na primer... Da, gospod Vesel, kakor na primer jaz. Hvaliti se s tem nočemo. Tudi vi še pridete na vrsto, gospod doktor. Prava nasluga dobi naposled vedno svoje plačilo. A medtem, ko jaz čakam, deluje na skrivem intriga. Da, ako mirno čakate. Mislite, da bom tečeplazil in krivil hrbet? Nikdar. Živci smo star doktorski rod. Še nikdo ni umrl brez naslova zdravstvenega ministra ali svetnika. A v intriganstvu, v lizunstvu, živeče ni iskal pomoči. Ne razumem vas, zakaj se vam ta naslov zdi tako važen? Važnim ga ne smatram. To, da imam pravico do njega. To je res, doktor. Že čudovito zdravilo, katero ste iznašli, bi tako odlikovanje opravičilo. Milostiva gospa. Da, le vaši znajdi se mi je zahvaliti za srečo in zdravje. In zaradi tega se smem nadejati, da se še dolgo hranim svojih hčeri in dragima njenima otrokoma. Zato sta vam draga otroka zelo hvaležna. Matic! Kaj, niti zahvaliti si ne smem? Ta porogljivi glas. Ne mislite več na to malenkostno neprijetnost, doktor. Vabim vas na partiogard. Ali greste z nama, Matic? Hvala, babica. Nekam moram iti. Kam pojdeš? Saj veš, kučevalcu s konji, radi mali kopilice, ki sem ti obljubil. Oj, kako si dober. Mama, kupiti mi hoče konja za jahanje. Konja za jahanje? Še tega je treba, da si zlomite vrat. No, babica je začela, druge dve bosta pa pesem nadaljevali. Konji so zelo nevarna igrača. Matic, ker se konji tako lahko splaše. Oj, najrajše bi se kar sam splašil. Pojma, doktor. Z veseljem. Da takega mazača postavijo za zdravstvenega ministra ali svetnika, lepa vlada. No, Matic? Takoj. Ali greš, kravec? Ja, zdaj grem. Ne pustite nas predolgo čakati. Takoj pridem za vami. Oj, to je neznosno. Kaj pa ti je, drage? Pusti me. Se hod name. Nate,
No, Bogu varuj, ti si tako pomilovanja vredna kot jaz, Revica. Ti, pomilovanja vreden? Ja, misliš, da je prijetno za moža, ki je vedno pod varstvom in nikdar ničesar ne more storiti po svoji glavi? Kako si nataknjen? Zato imam pa vzrokov dovolj. Jaz nisem več človek. Stroj sem, čigar ročaj sučeta tvoja mati in babica. Spat hodim, vstajam, odhajam, dohajam, jem, pijem, prebavljam, spim, prezevam, diham, vdihujem, smejem se, govorim, molčim, pojem in plešem po programu, ki sem ga sestavila moji tašči. Vsako jutro določita, kako se mi je vesti tek od dneva. Nazadnje, še po noči ne bom smel delati, kar bi sam hotel. Matic, preveč pretiravaš. Kar zahtevate od mene je zelo pretirano. Drugi mladi zakonski možje morajo prenašati le po eno taščo. Jaz presrečnež imam pa dve. Strašno. In kaj moraš storiti proti temu? Ako bi to vedel, človek pa bi kar iz kože skočil. Nočem te več poslušati. Ali greš taščama? Poljubi obe namesto mene. Prav, izročim ga mami. Rajši ne storite mi ga. Saj gre za mano, kaj ne? Takoj. Boga, Revica, nikdar se mi ne posreču greviti o mami in babici. A to ne gre več, da bi 4 ljudje živeli skupaj v zakonu. Ciril, plemeniti Jurkovič, on tukaj. Tukaj je. Ciril, stari prijatelj, kakšen srečen slučaj ti je privedel v naše mesto. Kak slučaj, ker se peljem tu skozi, sem mislila, da vas veselim, če se malo tu ostavi. Prav si storil, moj pot, saj se že tako dolgo nisva videla. Ali se te dobro godi z rodbino? Kaj pa misliš? Saj sem samec. Samec si? 3 leta sem že zopet udavec. Tako si bil vesel svojo ženo. Srečen bil, tako sem bil srečen, kaj ti odkrito srčnost, sva se ljubila, Olga in jaz. A vrag je bil med nama. Vrag? Z drugimi besedami, tašča? Da, tašča. Stanovala je pri nama, bila je. Prijatelj, še kdaj stopiš v sveti zakon? To se je že zgodilo pred 4 tedni. Imaš tudi ti taščo? 2. Kako je to mogoče? Mati in stara mati moje žene. In z obima živi skupaj? Žali Bog. Miljujem te, prijatelj. Teoretično in praktično poznam to nesrečo, ki se zove tašča. Debelo knjigo bi lahko spisal o tem. 3 vrste so tešive Božje. Prva vrsta, tašča 100 mil oddaljena. Bolečine zmanjšujoča in le včasih nastopajoča mrzlica. Druga vrsta tašča v istem kraju, huda, neprestana influenca. A tašča s svojimi žrtvami pod isto streho, v istem stanovanju, to je prava pravcata kolera. O tem pa tičim do vratu v 3. vrsti. Saj res, po kamnih in po taščah. Kaj ne da? Kakor po žveplju? Kakor da bi tu strela varila. Vse egiptovske nadloge so bili malenkost proti temu. Pri meni vse leto padajo kobilice iz neba. Mi se nič ne puntaš. Saj sem že to poskusil. A kaj moreš proti 2? Naposled mi v hišo pritihotapila še neumnega zdravnika, ki je zanjo, da bi ji podaljšal življenje, iznašel dobro, žal predobro zdravilo. Ako ti nič drugega ne preseda kot ta doktor, ti ga zlahka spravi iz pota. Ti? Prav brez truda.
Ali je časnik lepem ta stari nolec? Bolj kot cesar. Izvrstno. Noč in dan sanja o naslovu zdravstvenega svetnika ali ministra ali nekaj podobnega. Imenitno. Ali mu ga lahko preskrbiš? Ne, a dobim mu lahko službo. Moj stric je predsednik zdravniške zbornice in nameščenje zdravnikov je zavisno njega. Prav sedaj je mesto izpraznjeno in ker me je stric prosil, ne izvem za kakšno sposobno osebo, je treba le mojega priporočila. Oj, krasno, krasno! Kakor sem rekel, tisti naslov, po katerem tako krepeni, je itak zvezan službo. Če mi doktor je spravi sliše! Kako ti čitam v duši, matic? Taše. Nekdaj več ne bi trpel tešive Božje pod isto streho. To bi bil le prvi pogoj, če se zopet oženim. Kaj, se misliš zopet ženiti? Žali Bog. Ali si zaljubljen? To vendar ni nesreča. Navadno ne, jaz sem zaljubljen, pa ne vem v koga. To je zelo romantično. Da, romantično. Pravzaprav je pa to sila neumno. Razloži mi vendar to. Pred enim letom... Stoj. Pri tem treba komotno sedeti. Tako. Sedaj pa prični. Pred enim letom sem potoval v Švico. Na neki železniški postaji, mislim v Bregencu, smo se ustavili za 15 minut. Izstopimo. Izvrsten bufet. Okus francoski. Po naključju 7 dražjih dami nasproti. Černo, zvoči, prijatelj, meni se je skoraj v glavi zavrtelo. Oči se kar obrnili smo od nje. Ne vem, ali je to opazila. Ženska zmerno opazi take stvari. Da, meni se je tudi zdelo. Kar pride neki Anglež. Anglež je bil tudi pri tem. Anglež mora biti posod, kjer ga ni potreba. Ta je torej z velicim segel po šampinjonu. Šampinjoni so lepodek. Medtem, ko je moja draga neznanka natakarja prosila kruha, sem videl, kako je Anglež s pravo britansko hladnostjo z velicami segel po željnjadi. Kakor vzamem spretno megim od strani njegove velice, vzamem s nožem in koncem šampinjon, ter ga galantno ponudim dami, ki se ga smekljaji sprejme. In plačilo za to junaštvo? Bil je grozen udarec, katerega mi dal Anglež, tisti, ki, ko sem spravo stopil v železniški voz. Glej ga, srca. Jaz sem odgovoril z istim in medtem, ko so mi postajniki uradniki, kakor da mi branijo, raztrgali suknjo, je odrdral vlak. To je odpeljal tamo šampinjoni. In sedaj se kladi po vsej Švici, Italiji, Avstriji, vse za manj. Smili se mi, dragi Ciril. Samo enkrat sem bil zopet videl, samo enkrat, v Gorici. V rojstnem mestu moje soproge. Bila je na vlaku, ki se je križal z mojim. Ko sem videl vlak na križaci. Milostiva gospa! Kričal sem kakor nor, zunaj vlaka, pobliskovo je vlak mimo šinil in... Poglej me! Zakaj? Ali mi vse to pripoveduješ, resno? Tako resno, kako da gre za moje življenje. Ti si blazen, dragi moj! Mogoče, a ta glasno se sedaj v moje življenje. Ne delaš prav, da se mi smeješ. Hotel sem ti seči roko, videla sta se, vodi si dobro, torej, potujem dalje. Prej, ne da ti predstavim svojo ženo, kateri sem tolikokrat pripovedoval o tebi. Hvala ti. A v tej potni obleki? Beži, nič, kar tako te ne pustim. Takoj te nastanem minki. Da, moram jo zopet najti in jo tudi zopet najdem. Neprijetno me hoče veselo na vsak način predstaviti svoji ženi v tej potni obleki. Groza moram biti videti. Oj, Bog, kaj vidim? Ta fotografija. Ona je. Kako je ta fotografija prišla sem? Vesel je torej poznam. Ona je, boževana slinka, v ko bi mogla živeti.
Gospod! Kaj bi radi? Kaj delate tukaj? Ona samo, hvala Bogu, vendarle. Ta človek je blazen. Iz ljubezni do vas, krasna neznanka. Ne bližajte se me, to pa ste. Torej, se me ne spomnite več? Nimam časti. Ne spominjam se, da bi vas bila kdaj videla. V Bregencu. V Bregencu? V čakalnici prvega razreda. Bregenec, čakalnici. Ki vam je Sukar več Anglež hotel vzeti šampinjon. Vi ste Anglež? Bog ne daj. A poleg tega surove Angleže je stal nekdo drug, katerega je čarala vaša lepota. Spretno je Anglež ugrabil šampinjon In to ste bili vi? To sem bil jaz. In od tistega trenutka, milostiva gospa, je moje srce vaše. Srce šampinjona? Ne posmehujte se, milostiva gospa, ko bi vedeli. Samo to bi rada vedela. Kdo ste in kako ste prišli semkaj? Oprostite, prijatelj sem gospoda Veselja, on je hotel... Milostiva gospa! Kaj pa vam je? Kako ste me prestrašili? Osna mi se mi šinila v glavo. Vi ste mora biti njegova žena. Njegova žena? Ne, jaz sem vdova. Vdova, polagali ste mi zopet življenje, vdova. Moj prijatelj Vesel mora govoriti zame. Zakaj? Da vam pove, da vas ljubim z vso strastjo. Kakšne besede. Gospod, ne poznam vas in takih besed nočem dalje poslušati. A pomislite vendar, da vas resnično, srčno ljubim. Kaj? Ti ljubiš mojo taščo? Mojo taščo? Koliko pa stara? 36. A kaj ti je bilo, da si tako gnjevit odkril svojo ljubezen? Torej ne veš, draga neznanka, kateri se že vse leto. Dama šampinjonom. Da, ona je tvoja tašča. Ali ti se da jasno? Da, usoda nas včasih čudno preseneti. Kdo bi si mi mislil, da ti kdaj postanem tast? Ti? Da, oženi se z njo. A tvoja prisega? Katera prisega? Pozabil si babico? Trije rodovi so sklenili sveto zvezdo in sklenili, da se nikdar ne nočijo. Brat, povej mi, koliko mladi že videla stara. Še 52, a je še izvrstno hranjena. Vem. Kako to? No, zdravilo tistega norca. Ja, res je, ja. Prej si mi govoril o neki službi. Za naši se na to dobijo in zraven reti naslov. Reti naslov? To bi bilo nekaj za vas, doktor. Zame? Kaj, ali prav čujem? In tvoja žena, katero si mi hotel predstaviti? Takoj prideš, grem pogledat. Oprostite. Naš ljubeznivi doktor Živec, gospod Plemeniti Jurkovič, moj stari prijatelj iz mlajših let. Moški gori za naslove. Govori o redu in naslovu. Oprostite za trenutek, gospoda. Veseli me, da me je naključje seznanilo s tako vplivnim človekom. Vplivnim? Da, ali niste v sorodu z ministrijskim tajnikom, Plemenitim Jurkovičem, nečak ali celo sin? Nečak, samo nečak. In vi ste sloveči doktor Živec, ki je znašel zdravilo, ki podaljšuje življenje starim ženam? 25 let sem proučeval. Lahko bi bili boljše porabili. Kaj mislite reči s tem? Kdo vam je dovolil izpreminjati prirodni med delovati proti modrim določbam Božje previdnosti? Jaz sem zdravnik? Te bolje ste krivi. Ne razumem vas. Torej, ne veste, kaj je tašča? Kako bi to vedel, ker mi se bil nikdar oženjen? Krasna misel. To je zelo škoda. Kako to? Če bi bili oženjeni, bi vam preskrbel imenitno, častno službo, s katerim je združeno prav posebno odlikovanje. Vsekdar se poganjam za odlikovanjem, za naslovom, ki je krasil že prednike moje in katerega sem, kakor mislim, že zaslužil.
morda naslov zdravstvenega svetnika, ker tašem daljšate življenje. Vi pravite, da mora biti človek oženjen? To je conditio sine qua non. In od koga in od česa je zavisna določitev? Od koga? Od mene. Ali od mojega strica. Od česa? Od vaše ženitve. O, ne vem, kaj bi vse radovoljno žrtvoval. A katero naj vzamem? Srečo držite v roki, pa še poprašujete. Za manj se oziram. Babica? Babico, moj Bog. Vašemu zdravilu se mora zahvaliti, da je tako izborno hranjena. Ne ogovarjam to, da... To da? Bi tudi ona mene rada. Lepo vprašanje. Nihčevina. Stara je že 52 let. O, kako je še prka. Pol pa sraven naslov zdravstvenega svetnika in tali pa oni red. Red. Sicer pa... Je morda še kak pogoj? Poram nobenega več. No, sprejmete ali... Sprejmem. Kujmo železo dokler še gorko. Napravite takoj svojo ponudbo. A taj smem pričakovati svoje imenovanje? Ne dam poroke. Gospod doktor Šivec bi rad govori s babico, prav zelo nujno je. Puščam vas, bodočo vašo soprogo, dragi doktor, medtem pa takoj pišem svojemu stricu. Zdi se mi, da nisem posebno pripravljen. Tako nenadoma je prišlo. Čudno. Babico vzeti, zdravstveni svetnik. Babico vzeti, visok red. No, zato se že lahko kaj stori. Ne, bojim se je pa ne babice. Sveta nebesa je že tu. Vi želite govoriti z mano, doktor? Milostiva gospa. Moj Bog, kako je stara. Kaj bi pa radi, dragi Povedati vam imam nekaj važnega, nekaj zelo važnega. Zelo sem radovedna. Sedite in pokramljajiva malo kot dobra prijatelja. Pozorno poslušam. Vedeti morate, draga prijateljica. Korak, kaj menda že Abrahama videla. Dajte mi roko, da potipljem vašo žilo. Normalno, čisto normalno. Zakaj tipljete mojo žilo? Ali sem bolna? Pripraviti vas moram, da se ne razburite. Strašite me. Bodite brez skrbi. Razburjenost, ki vas čaka, mora biti ne bo neprijetna. Govorite, torej govorite. Odkriti vam moram tajnost. Tajnost, od katere zavisi sreča mojega življenja. Moj Bog, kaj bo iz tega? 1 leto že me vidite vsak dan ob svoji strani. Ne samo kot skrbnega in vestnega zdravnika, marveč tudi kot zvestega prijatelja. O, vem, da ste mi bili vedno drag in zvest prijatelj. A tega ne veste, da sem vas varal. Varali ste me. Ne veste, da se je za to zvestobo skrivalo sebično čustvo, huda strast. Strast? Zelo huda, a spoštovanja vredna, iskrena, a odkritosrčna ljubezen. In katero ljubite, nesrečnik? Vi se pa vprašujete, katera druga kot vi bi me mogla navdajati s tem svetim in iskrenim čustvom. Moj Bog, ali je mogoče? Doktor. Moj dobrotnik je prav govoril, vnema se kot slama. Samo strah, da me zavrnete, bi doslej mi dal govoriti. A danes? Danes? Vrati se me je že prijel. Danes je prišla ura, ko mojih čustev ne morem skrivati več. Torej sem vendar lahko še komu všeč? Zakaj pa ne? Milostiva gospa. Ljubi doktor. Slišali ste, kar sem imel vam odkriti. Sedaj pričakujem sodbe z vaših lepih ustec. Skoraj ne vem, kje sem. To presenečenje. Ljubljena sem.
Ognjeno in odkrito srčno. Kako to, da vi, tako odločen sovražnik zakona? Utvarja se mi nova bodočnost. Ne videl bi rad, da bi izumrl rod živcev. Vi se še nadejate? Oko zdravnikovo se ne vara nikdar, milostljiva gospa. Ah, vi ste še tako mlada in zdrava. A kaj porečejo ljudje na to? Kaj so nama ljudje mar? Preseliva se drugam, da bova povsem svoja. Da. Kolika sreča. Kaj ne da? Torej ste zadovoljni? Tilica. A saj ste vendar obljubili svojim vnukama, da jih nikdar ne zapustite? Kaj še? Prva je moja lastna sreča. Njena lastna sreča? Jaz postanem zdravstveni svetnik. Zastoj ne. Sedaj pa hitim k svojemu notarju, da naredi najno zakonsko pogodbo. Tako naglo. Sreči človek ne more nikdar dovolj hitro hiteti nasproti. Prav praviš, Filip. Moj bog, sedaj nas že tikam. Prosim. Saj se kmalu vrnete. Takoj, Otilija. Nasvidenje, Filip. Nasvidenje. Kako resnična je beseda pesnikova, da se srce ne postara nikdar. Zdi se mi, da sem 20 let mlajša. On sam je moral storiti ta čudež. Prvi njegovi recept je vrnil zdravje. Njegov drugi recept mi vrača mladost, Filip. Kako si vesela videti, mama? Taka nepričakovana sreča. Jaz si zadela srečko? Da, veliko srečko. Človeku se primeri, kar najmanj pričakuje. Ujca misli. Govoriš resno, mama? Zakaj bi ne govorila resno? Saj je sam rekel. Torej ti je že povedal? Povedal. To je bilo iznenadenje. Ali res? Da. Odkril je svojo ljubezen. Mama! Eno leto je že zaljubljen. Res je. Od tistega dogodka šampinjoni. Saj je blazek, to sem takoj vedela. Mama, ta človek je nor. Kar me ljubi. Tebe ljubi? Tebe? Seveda. Pa. To je slepa. Malo pridneš in se zopet vročuje. Tudi meni je odkril svoj ljubezen. Pred pol ure je klečal pred mano tukajle, prav tukajle. Pred tabo je klečal. Bog, tega ne preživim. Pomagajte, umila. Matic, Ninka. Kaj se je zgodilo? Umoril me je. Umila. Uboga babica. Umoril? Oči mu izpraskam. Komu? Drugega ni ureden. Kdo pa za Boga, kdo pa? Izvedla in kdo sem. Hvala Bogu, smrčevi tako blizu. Klaboki tornico. Oči mu izpraskam. Komu pa hoče ti spraskati oči? Govori gonda, mama. Kaj se je zgodilo? Veseli se svojega dela. Zopet si ti vsega kriv. Ej, seveda, ja. Zakaj neki? Ti in tvoji prijatelji, ki niti za las niso boljši. O kom se pa pritožujete? O Jurkoviču, ki vas ljubi. O, ljubi mamo. Taka malopridnost. Ki je prišel sem kaj samo radi tega, da nas ima za norca. O, to se mi zdi malo neverjetno. Da nas sramoti mojo mater in mene. Da si mene, Sedaj sta čula. Ako je taka, pozovem ga na odgovor, na dvoboj.
Povejte nam, kaj je pravzaprav? Taka malopridnost. Ravnokar mi je razodil svojo neskončno ljubezen. Vsa zmešana grem k materi, tako da ji povem. A on je vas prehitel? Tudi njej se je ponudil. Babici! Da, babici. Snubil jo je, ali razumeta sedaj? Torej njegovo prejšnjo govorenje, njegova prenapetost. Nesrečnik je blazen. In take ljudi vabiš v hišo. A, jaz sem ga povabil, jaz. Naj bo kakor hoče. Prijatelj sem mu, zapustim ga ne. Kaj pa storiš? Izročim ga v varstvu doktorja. Hitro pojdite po doktorja Živca. Povejte, da se nujno mudi. Tujec, ki je danes prišel, potrebuje njegove pomoči. V njegovi glavi nikakor bi moralo biti. Morda še pride nazaj. Pustite me sama z njim, gospa tašča. Tudi ti, draga moja, pojdi v svojo sobo. Siromak. Prav škoda je. Jaz sem se že veselil, da se znerim vsajene tašče. Tukaj je. Mane si roke, kakor da bi ga doletelo veliko veselje. Te steklene oči. O, ljubi moj Matic, kako le ti povem, tako sem srečen, kar ne ljubi. Dragi Ciril, Kolika sreča, kar razumeti ne morem tega vsega, mi je smešano. Če bi več videl, da je že blazen. Še pomišljeno sem bilo, da bi tu postal, sedaj pa sploh ne gre več od tod. Ja, to me zelo veseli. Kaj tašče in norec, kaj je vsega si ne mora posliti. Prišel sem ti, da ti povem. Da hočete vzeti babico? Tvojo babico? Kako si pameten, saj je še niti videl nisem. Kaj še tajiš? Zaštevaš torej krič? Dinka, tašča! Gospod je že zopet pozabil. Povejte, kaj je storil babici. Gospod, vi ste rekli, da jo ljubite. Prav tako kot meni. To je prav. Ali si začel norišnico? Kaj praviš o tem? Povprašujem se, če niste vsi ob pamet. To mine, dragi Ciril, to mine. Ja še zmerom ni. In kaj? Pokaži gospodu Ljubčiku v sobo. Zeleno, z razgledom na zelnik. Šampinjoni so tam. Mora biti njih pogled, ti bo dobro del. Salamensko se si čudni. Pa čisti zrak, dragi Ciril. Ko po sobi zasuči ključ. Kaj tako še petajo, to niso normalni ljudje. Gospod plemeniti Jurkovič, prosim. Ali greste? Dami moji, jaz mislim, rajše videl. Dajte mi roko. Z veseljem. Če ti pač odkrije svojo ljubezen, nikar mu tega ne zameri. Sedaj pa idete z mano. Do konca sveta. Pojdi, moj prijatelj. Ni nič nevarnega? Nič ne boj. Malo previdna poti, ja. Kje se pa ta doktor toliko časa mudi? Klientov nima preveč. Dali ste me poklicati, dragi gospod Vesel? Pričakujemo vas z največjo nestrpnostjo. Je torej menda res mladi moški ravnokar prišel? Blazen, gospod doktor, popolnoma blazen. Iz kakšnih znamen pa ste spoznali to? Iz žalostnih znamen. Komaj je prišel, je že moji tašči odkril svojo ljubezen. To še prav nič ne kaže, da bi bil blazen. Čakajte, to je šele začetek. Kome je bil s tem pri kraju, je že drugo zasnubil. Uganite katero? Morda vašo ženo? Zrak, ti, mojo ženo, to se tega je treba, ja. Kuharci! Ne, babico! Babico! Potem je pa res blazen. No, vidite. Popolnoma blazen. To je nesreča zame. Kaj pa jaz, ki sem se zanašal na njegovo obljubo? Kaj je pa tudi obljubil? Prav dobro službo, združeno z Nado, da dobim kakret. Ni mogoče. Zakaj ni mogoče? Njegov stric je predsednik zdraviliške zbornice. Res je, zelo lepo delo. No, ne rečem, da ne bi bila.
Toda nekako oškodovanje bi se bil moral oženiti z babico. Izvrstno. Ko je vam delal to ponudbo, se mu je gotovo v glavi zjasnilo. Govoril je prav pametno. Človek zmeraj govori pametno, kar ne gre za to, kako si be iznebil tašče. Najhujše pa je, da sem že ukrenil nekaj potrebnega. Vi? Govoril sem že z babico in vprašal sem jo, če me vzame. In ona je sprejela ponudbo? Z velikim veseljem. Krasno, bili ste nam veseljo. Ne veste dobro, kako sem vesel vsega tega. Ena so tašča mudnik vendar bila. Kaj ne da jo kar daleč odvedete? Odvedem. In obljubljena služba združena z nado, da postane zdravstveni svetnik in da dobim kak red. Vi ga zdravite, doktor, saj ste tako spretni. Kar povite po njega, pripravim ga na vas. Kaj pa? Za gumnico gre, doktor. Seveda, za mojo gumnico. Bojim se, da si bom vse svoje žive dni moral vanjo vtikati le divji mat ali pa rdeče nageljne. Tukaj je. Pošast. Milostiva gospa? Vse vem, vse. Otilija. Otilije ni več. Kaj pravite? Vi ste hinavec, prevarni. Ja. Nič vredneš, malo pride. Kaj sem pa zakrivil? Sedaj pa še vprašam, udobnež. Ali je morda blaznost v tej hiši nalezljiva? A to je torej prijetna razburjenost duha, na katero sem se imela pripraviti. Niti besedice ne razumem. Ali ste ko prej tudi sanjali, ko ste klečali? Klečal? Ja, skje pa? Tukaj, pred mojo hčerjo. Pred vašo hčerjo? Pred gospo Hrastovo? In odkrili ste svojo ljubezen, vi! Ja! Jure! Da, vi! Nič ne tajite, sama mi je vse povedala. Meni se zdi, da je tukaj vse blazno. Tako se drznete posmehovati se, ko bi bila moški! Kaj moram slišati, babica? Pustite me v miru. Kaj sem pa vam storil? Milostiva gospa pravi... Naučite! Ravno kar je klečal pred mojo hčerjo. Doktor! Bog mi je priča, da nisem klečal. Naučite malo, grite, sama mi je rekla! Kaj je res, doktor? Ma se čuval se je. Častno besedo vam zastavljam. Vi ste brezčasni! Ja? Vi ste časti umetne žene. Jaz? Da, vi, gospod doktor. To predem je razžaljivo in dali mi boste zadoščenje. Jaz naj bi sedil. Tako je prav. In molite ga. Kri naj teče. Moja kri, moj Bog. Pustite me sama z njim, gospa tašča. Pustite, da gospodom poravnam to reč. Ne poravnajte, kako se spodobi. Dvoboj na življenje in smrt. Na življenje in smrt? To vam je prijela. Maščujte me, dragi mladic, maščujte me. Dobnež, ti boste vzrok moje smrti. Zato je pa voda zdravnik. Sedaj pa vi pa, gospod doktor, kaj ste pa storili? O, pustite me, kmalu mi bo preveč. Sram vas bodi, tak starec pa na vse strani razodeva svojo ljubezen, to je nespodobno. Gospod, ali bi me radi razžalili? Razžalili ste mojega prijatelja, za čigar pomoč ste se zapoganjali. Meni mu misli. Z njegovo pomočjo imeli bi se vaše zafilakovne sanje kmalu uresničiti. In v zahvalu za to ste mu hoteli izneveriti ženo, katero ljubi. Kaj čujem? Tim, ti tukaj, kako si pa všel? Dosti truda me je stalo, predno sem umili dami. Toda kaj se sedaj mogodi tukaj? Nič. Se sem čul. Ta gospod bi rad odvrnil od mene srce tvoje tašče. A ti si tvoj stari. Če zopet. Zato se je pa maščeval. Ni res, to je malo pridno brekovanje. Prosim, ne razžalite me. Kaj pomeni ta hrup? Ha, pravočasno prihajate. Kaj pravite? Da, vi ste se predrsnili. To mi je neumljivo. Dobro se znaš pretvarjati. Saj ti
pravi mama, da... Še ni ura, kar je tlečal pred tavo. Doktor, nikdar. Nesramnica, ali mi nisi sama rekla, da je padal pred te na kolena? Doktor, ne, saj vam pravim, da ne. O tem gospodu sem vam govorila. O gospodu Jurkoviću? Da, o gospodu plemenitem Jurkoviću, ki je nama obema odkril svojo neskončno ljubezen. Še zmerom ta šala. Meni si ga odkril samo to. Aj, slika se mi! Končno se je pokazala nedolžnost. Brzo jav za uspla, doktorja. Zame? Zdravstveni svetnik sem. In vam se imam zahvaliti za to naglo imenovanje. Da? A sedaj ne pozabite pogoja. Takoj ga izpolnim. Zdravstveni svetnik sem in kmalu bo, upam, tudi red okrasil to srce, ki je bilo vedno za vas. Tako, sedaj je prišla moja žena. Oprostite, ona ve, da ljubim samo njo. Sedaj vidite, Otilija, nedolžen sem. V znamenje sprave, podajte mi roko. Vstanite, Filip, vstani. Otilija. Ko bi vi vedeli, koliko sem trpela. Ne verjamem, da bi še kdaj mogla tako ljubiti. Dragi otroci, nič več ne bomo živeli skupaj. Moj soprog zahteva, da moram iti z njim. Kaj? Vi nas zapustite? Z tega ne bo nič. Čakaj, navikane. In jaz, milostiva gospa, smem znova čakati, da me slišite. Če jo ljubite, da ne boste več stvorili moji materi. Vse skupaj je bila le zmota. Verjamem vam. Hvala Bogu, sedaj bo se neki prostora v hiši. Vsi nas zapustite? Vidno ti bomo pisali razglednice. Prav pridno. To mi daje malo tolažbe. Navikane. Ako bi bil kdo izmed gospodom v podobnem položaju, najboljše sredstvo, da se izgledite tašče je, možaj dajte.